Jaz sem avtor znamenite teze, da gol ni gol, ampak nadomestek za ženske genitalije. Jaz sem 15 let nazaj to nekako elaboriral, dal tudi v teorijo. Elaborat sem spisal v obliki 2 knjig. Šport skozi psihoanalizo, ki je hkrati tudi nesojeni doktorat in interpretacija športa, seveda po modelu Freudove interpretacije sanj. Zdaj, to, da gol ni gol, je skozi psihoanalizo logično. Ampak ko sem jaz drugo knjigo o tem spisal do konca in ko sem se konzultiral z nekimi kolegi, psihoanalitiki iz Amerike, so mi tako sporočili, da nisem jaz prvi, ki sem to sporočil športni javnosti, ampak da je bila prva Helene Deutsch, Freudova učenka, 1926. leta je imela v obravnavi nekega impotentnega moškega, ki je bil strasten navijač nogometa. In ta Helen Deutsch ni vedela, kaj je to nogomet. In potem, ko je videla to paradigmo gola, je rekla, gol je vagina na simbolni ravni. In zdaj, ko jaz elaboriram, pa ko predstavljam to teorijo, moram povedati, predvsem to, da ne gre za retorično frazo, ampak da se na simbolni ravni, v našem nezavednem, dogajajo določeni občutki, določeni simbolni procesi in zato, ker se na simbolni ravni dogaja ta koitus, znameniti koitus z žensko, da zato je nogomet fascinanten za moške. Ženske se pa smejijo, razmišljajo, kaj ti moški tam počnejo. 22 moških teče za tisto žogo in dajo gol in se objemajo. Nogomet je za ženske smešen. In tako je prav. Ženske ga ne znajo prebrati, ker njihovo nezavedno ne kuži tega nogometa. Res, da se nekatere ženske pa ukvarjajo, bolje rečeno moškinje, ukvarjajo z nogometom, ampak nogomet je proizvod moške heteroseksualne želje, po koitusu žensko. In nogomet je nastal pred tisočletji na vseh kontinentih, v vseh kulturnih sredinah se je vzpostavila neka igra, ki je imela v koncepciji paradigmo gola. Treba ga je dati. To je projekcija moške nezavedne želje po koitusu žensko. In zdaj, če bi imel malce več časa, bi vpeljal malega Hansa, znamenitega Freudovega pacienta, ki je rekel, vem, očka, da z mamico nekaj počneš in vem, da ima lulček neko pomembno vlogo. In to dečkovo mislenje je odločilno, da se je v odraslosti vzpostavila žogarska igra, ki je rečemo nogomet, ali pa košarka, ali pa biljard, ali pa golf. Skratka, gol ni gol.